Čudovita Soška dolina, smaragdno reko Sočo, mogočnimi planinami in gorami privablja številne pohodnike, ki se v čast Valentinu Staniču vsako leto odpravijo na tradicionalni pohod, ki povezuje kraje med Gorico in Kanalom, kjer je deloval 28 let. Pohod poteka letos 29. V bistvu je pa 30 let od prvega pohoda, enega nam je korona vzela. Pohod poteka od Solkana na Sabotin, Vrhovlje, Korada, Kanal. Trasa je 26 km dolga, 1200, malo čez 1200 višinskih metrov in zaključek je tukaj na Kontradi. Pohodniki so to leto se udeležili popolnoma iz cele Slovenije, mislim, da z vseh regij slovenskih in tudi iz Italije, od Trsta pa do Benečije, tako da je kar mednarodni skoraj pohod. Letos smo dosegli številko, mislim, da kar blizu 500. Tradicionalni pohod po stopinjah Valentina Staniča je vsako leto organiziran pod okriljem planinskega društva Valentina Staniča Kanal, ki v svojem nazivu ponosno nosi njegovo ime. Naše društvo je sicer mlado, nisem dokaj mlado, 45 let je praznuje letos, ob tej 250-letnici je tudi Valentina Staniča, po katerem naše društvo nosi ime. Naše društvo ima približno 100 članov, trudimo se imeti veliko dohodkov, imamo tudi svoj planinski dom. Društvo se s svojim delovanjem pokloni bogati zapuščini Valentina Staniča, ki je v svojem domačem kraju in okolici pustil neizmeren pečat. Bil je duhovnik, ki je poleg svojega duhovniškega poslanstva deloval tudi na številnih drugih področjih. Valentin Stanič je bil zelo velik človek, humanist, alpinist, prvi slovenski alpinist. On je ustanovil v bistvu gluhonemnico tukaj v Gorici, prvo za reči, tudi prvo društvo proti mučenju živali in to 200 let nazaj. V gluhe je vodil, v gluhoneme je vodil v hribe. Mislim, da smo lahko ponosni, da imamo njegovo ime v našem imenu in živel in pa rojen je bil pa tukaj v Bodrežu, zraven Kanala. Bil je tudi zaveznik gluhih in naglušnih. Menil je, da bi morali biti tako v šolah kot tudi na drugih področjih vredni enake obravnave kot slišeči, zato so leta 1840 v Gorici ustanovili prvo gluhonemnico. Vsako leto se njemu v spomin pohoda udeležijo tudi številni gluhi in naglušni. Letos jih je prišlo kar 32. Leto 2024 je za Kanal ob Soči posebno leto 3 jubilejev. 250. obletnice rojstva Valentina Staniča, 45. obletnice od ustanovitve planinskega društva Valentina Staniča in 30. obletnice od prvega pohoda po stopinjah Valentina Staniča.
V ta namen so v društvu pripravili razstavo Naš Valentin Stanič, ki je razdeljena na 3 sklope, posvečene delovanju Valentina Staniča, delovanju planinskega društva ter vsem pohodnikom, ki so se udeležili tradicionalnega pohoda. Jaz sem samo vesel, da je včeraj ta razstava in ta pohod danes zelo uspel. To nam daje moč za naprej, za vse prostovoljce, ki to delajo. Pač to pomeni zelo veliko, da je tak obisk. Vreme super, idealno, obiska veliko, pohvalne besede in to je to. Gremo. Ko se odpraviš po stopinjah Valentina Staniča in okoli sebe opazuješ kraje, ki ponujajo čudovite razglede na kristalno čisto Sočo, hribe in planine, začutiš, kaj je njegovo nemirno dušo gnalo vse do najvišjih gorskih vrhov. Niso pa le gore tiste, kjer je dosegal najvišje cilje. Kot ravnatelj, učitelj, vzgojitelj, pesnik in humanist je pomagal ljudem na vseh področjih. Njegova dediščina je navdihnila številne, ki mu sledijo še danes.